3000 лет назад je na delu teritorije sodobne Italije živel skrivnostni narod Etruščanov, ki ga lahko obravnavamo kakor temelj rimske civilizacije. Etruščani so bili bogati, prefinjeni in razsvetljeni ljudje. V njihovi tradiciji je bil odnos do žensk enakopraven, kar je v večini takratnih družb veljalo za revolucionarno potezo. Etruščani so živeli razkošno, preživljali so čas na zabavah, športnih igrah in dirkah z vozovi. Včasih so organizirali tudi krvave praznike kot gladiatorske igre, ki so jih kasneje prevzeli Rimljani. Na konjih so jezdili tako moški kot ženski. Najljubša zabava Etruščanov so bili dirki na vozovih, za katere so zgradili Circus Maximus v starem Rimu. Čeprav je izgubljeni svet Etruščanov trajal le slabih 1000 let, ga po pomembnosti lahko primerjamo s starogrško in egipčansko kulturo. Njihova civilizacija se je razvijala na delu ozemlja v sodobni Italiji, na severozahodu Apeninskega polotoka v dalinah rek Arno in Tibera. Na tem ozemlju so se nahajali večje količine dragih kovin, kar je seveda Etruščanom pomagalo do velikega premoženja in vpliva v takratnem času. Zgradili so velika mesta, pristanišča, trgovali in kmetovali. V 6. stoletju do našega štetja je bilo v Etruščanski zvezi 12 samostojnih mest s centrom v mestu Tarhna, danes mesto Tarkvinija. Po legendi so Etruščani v mestu Tarkvinija dobili znanje o umetnosti prerekovanja budućnosti. Nekoč je kmet Orač razgledal, kako z brazde vstane fan po imenu Tages. Bil je poln znanja in modrosti. Z njim je etruščanska družba pridobila umetnost prerekovanja, tako je Tages postal najbolj spoštovan prerok. Svečeniki so bili nadvse spoštovan sloj prebivalstva v Etruriji. Bili so mojstri prerekovanja usode, po nebu in jetrih žrtvenih živali. Unikaten primerek modela jeter za prerekovanje je bil najden v grobnici svečenika. Na njih so se začetniki učili privajati voljo bogov. Nažalost, čas ni ohranil nobenega večjega templja ali mestne arhitekture. Vse, kar vemo o njih, so nam povedali najdbe iz grobnic. Zraven mesta Tarkvinija so našli nekropolo Monterozi, ki je bila tisočletja skrita pod zemljo. Tu je arheologi nadvse presenetila lepota skoraj nedotaknjenih fresk, ki demonstrirujejo mnogo detajlov iz življenja etruščanske družbe, njihov razcvet in svet. Tu vidimo praznike, obložene mize, ples, šport, lov in ribolov. Na območju nekropole Monterozi je bilo od 9. do 2. stoletja pred našim štetjem pokopanih več kakor 10 000 ljudi. Sama nekropola je danes zanimiva turistična destinacija. Najdbe se nahajajo v arheološkem muzeju v mestu Tarkvinija. Nedaleč od nekropole so učenjaki našli največji nam danes znani etruščanski tempelj, imenovan Alla della Regina, širok 34 metrov in dolg 77 metrov. Material, ki so ga uporabljali za gradnjo hramov, ni bil dolgotrajen, kajti uporabljena je bila opeka za izgradnjo sten in les za stebre in priklade. Danes na teh mestih vidimo samo še dele temeljev narejenih iz kamnja. Tu so našli tudi glinene krilate konje, ki so bili nekoč v okras mogočnemu templju.